Mogoče še eno mnenje. Všeč mi je ta mnenje. Seks terapeutka, kaj menite o premierju in Tini Gaber? Coolcast s Klemnom Bučanom. Ful nas je, Coolcast, danes ste se res veliko prišlo. Ti že to snimaš? To mi je všeč, da kar tako začnemo. Iz vedra neba smo padali zdaj 4 klele not v studio. Nismo pričakovali, da nas bo tok. Te največji od vseh se je zadnji trenutek odločil, da pride, ne? Sonja. Pa ni res, Tim je bil že prej, Tim ima ful dela, ampak Tim se je ves čas trudil, da bi prišel, tako da jaz ne vem, vi ste to, ga podcenjujete, mislim, Tim je rad z nama. Ne vem, kdo se je menil v njegovem imenu. Če slučajno ne gledate, tole so naši strokovnjaki iz Poroke na prvi pogled, ki jo gledate na Planet TV vsak večer. Kateri dnevi točno so? Ponedeljek, torek, sreda. Moj termin, a? Ob 9. Po mojem terminu. Se pravi, ker smo delali že skupaj, je bil Kolo sreče, pa pol Poroka na prvi pogled, ampak zdaj še nisem začel, me še čakajo. Eni malo bolj počasi štartamo, tako kot vi zjutraj, a ne? Torej, z nami so Tim, ki je psiholog, z nami je Sonja, ki je novinarka in poznavalka družabne scene. No pa tudi odnosov, ne, in komunikacije. Tudi odnosov in komunikacije. In z nami je Špela, ki piše partnerska terapevtka, ampak na Instagramu nekaj drugega piše. Ja, tudi spolna piše, ne? Seks terapevtka piše. Ja, ne moreš imeti več stvari na Instagramu in potem daš tisto, kar najbolj resonira, ne? Tako da spolna terapija je bila pri meni predpartnersko. Aha, to sem se prej sodelavko pogovarjal, rekla, kam greš to na kakšen faks, kako? Ja, Jaz sem moj faks pustil, tega mogoče ne. Ja, evo, jaz sem prvo naredila filofaks, po filofaksu sem mogla pa še malo nadgraditi. Jaz sem mislil, da je bil sporeden študij. Ni bil sporeden. Ja. Tudi tako, izkušensko mogoče. Tudi vidim Timotej, vidim psihologija, dela kar dober bicepse tudi. Ja, ne vem, zdrav duh v zdravem telesu, ali kaj načem. Zdrav duh v zdravem telesu. Tipičen psiholog. Tipičen psiholog. Tako. Ja. Štajerske. Dajmo malo, preden ne bomo preveč zašli v kakšne hece, jaz sem rad resen, drugač, sam, ker ste tako prišli noter, pa tukaj nas je, da težko je človek resen. Vsi se malo tako gugajo, vsi so bili tako, ker so prišli noter, mi nismo jaz se bo to snemali, jaz nisem frizure umila, meni ne pašejo te, Tim je pa lepo, on je črn, rumeni čevlji, štima, pri njemu vse. Vedno tak. On je vedno črn. Vedno tak. Ni važno, se snema, je radio, karkoli. Tako, pripravljen na sestanek. Kdo tukaj je poročen? Jaz sem ločena. Izkušnje, super. Seveda. Si to je več izkušenj, če si ločen, imaš več izkušenj na tem področju. Vidva? Jaz imam moža, vršilca dolžnosti moža, ne zaresenega moža, ampak kličem ga vršilec dolžnosti moža. Tako, da sva poročena, ampak nisva še čisto uradno poročena. Se pravi, varno poročena. Varni mož, od katerega se uradno ne moreš ločiti. Evo. Jaz sem se poročila zaradi papirjev, Špela pa ne rab papirje, da bi bila poročena. To je tako. Ja, jaz sem vedno mačkam tako drugače, ne maram čist po vzorcih in po regalcih. Timotej sicer danes tudi ne vršilec dolžnosti, ampak držalec mikrofona, veš, kako sta te dali na sredino, ne? Ja, se po mojem sta vedeli, da bom držal mikrofon bolj pa da usmerjam zadevo. Ampak najbolj logično je bilo. Vse logično. Tako danes ne bo rad bo iti v fitness, ker bo pa že malo delu že za bicepse pa tricepse. Ja, zgleda, sam leva roko bo delal. Sam leva, ja. Pa lahko malo pomenjaš. Disproporcionalno. Poroka na prvi pogled. Zdaj, kako je to sploh možen? A bi bilo v praksi sploh možen, poroka na prvi pogled, da se lahko to zgodi, a kdo pozna koga, ki se je dejansko v resnici poročil na prvi pogled? Ne čisto na prvi pogled, ampak jaz sem se zelo malo poročila. Jaz sem se zaljubila v enega Srba in potem je bilo, to je bilo leta 2000, ko smo morali Slovenci še plačevati vize za vsak obisk v Srbiji, pa zavarovanje za avto in je ta moja ljubezen prišla zelo, zelo drago. Tako da potem sem jaz pač rekla, zdaj pa ne vem, kako bova tole preko, no pa se dajva poročiti, pa sva se poročila. Skratka, sem se zelo hitro poročila, mislim, po 3. obisku sva se zmenila za poroko. Ampak te je mož kar stal? Zaradi teh papirjev? Ja, seveda, tudi sicer me je dostal. No veš, ker moja je od dol je že prišla s papirji, tudi to nisem rabil, moja stane zgolj po poroki. Ne, veš kaj, ponavadi so ženske doskrat, pač se da ta neka oznaka sponzora, še jaz sem pa pač bolj sponzora. Ti si sponzorka. Super.
Mogoče tim, čisti iz psihološkega vidika, poroka na prvi pogled, a ima potencial, a ga nima, a je sploh možen, da se dva poročita brez da se poznata, ker se vemo, ko gre lahko stvari narobe. Mislim, jaz sem se dolgo cajta ukvarjal, ko smo začeli ta šov delati, ker pač nisem v tej reality show sceni nikoli bil. Sem se spraševal, v čem je sploh point, zakaj, v čem je smisel tega, kaj bodo ljudje gledali. In sem pol nekako prišel do tega, da v bistvu ni bistvo v iskanju ljudi, ki se ujame, ampak v iskanju ljudi, ki so pripravljeni delati, pa ki so se pripravljeni učiti delati. Ker odnosi v osnovi, ti odnosi, ki res funkcionirajo, so taki, kjer se dva človeka sprejemata pa podpirata. To je to. Zdaj, sliši se v bistvu zelo enostavno, ampak če pomislimo, v večini odnosov, ki razpadajo, tudi pač ni sprejemanja ali pa ni podpore. In tudi ljubezen je načeloma sprejemanje in podpiranje partnerja. Ne? In tega se je treba naučiti, zaradi tega, ker nas tega nikjer ne naučijo. Pač naučijo nas starši, roko na srce ima nas dost slab model glede tega, oziroma slabši, kot bi lahko bil. Sploh se pa nihče ne loti tega tak eksplicitno, da bi zdaj rekel, evo, kaj točno rabim za to, da ustvarim dober odnos. In se mi zdi, da je glavni potencial tega, se pravi poroke na prvi pogled, ravno to, da damo skupaj dva človeka, ki se do neke mere ujemata po vrednotah ali pa po nekih čustvenih karakteristikah, osebnostnih karakteristikah. Potem pa se učimo delati, pa se učimo človeka sprejemati, pa se učimo pač živeti z drugo osebo, kljub temu, da ima verjetno tudi lastnosti, ki nas spravljajo ob živce. Z tega vidika je cool, ker vi naredite nekaj, kar mi ne naredimo, ko se poročimo s partnerjem. Vi psihološko analizirate oba in vidite, če ste sploh za skupaj. V osnovi, ja, s tem, da se pravim, pač kar hočemo uskladiti med njima, je bolj ali manj to, da boste nekako na skupni poti, da imata skupno smer. Ali pa da se boste na nek način navohala. Medtem ko vse ostalo je pa delo. Mi bi lahko dali skupaj dva človeka, ki sta enaka ali pa čisto komplementarna, pa bi v roku prvega tedna si roke odgriznila, zaradi tega, ker pač je tak močen pritisk, ker se nikoli predtem niso videli, ker živijo skupaj, ker je milijon nekih faktorjev, ki so stresni in ljudje v stresu se pač zatečemo v svoje najbolj primitivne načine funkcioniranja. In pač tudi, če so perfektni za skupaj, se bodo v bistvu skregali. Na bolj ali pa manj eleganten način, odvisno od tega, kako so bili vzgojeni. Zdaj, Špela, mogoče eno vprašanje čistko iz vidika, lahko damo dva človeka skupaj, ampak če ni neke, bova midva malo v to smer, ko smo rekli, partnerska terapija, spolnost je ena taka stvar, brez katere odnos verjetno na dolgi rok ne more biti, če ni neke intime. Mi damo skupaj dva človeka, ki sta si psihološko mogoče podobna, mogoče vi vidite, tega bila skupaj. Kaj če ni kemije? Kako boš ti to pomagala dvema zdaj, dajta probat vse en, pa mogoče gledajta stran. Ne vem, kaj ima rečeš? Ne parfumejta se, ne vem, predigra. Kako jih pripraviš do tega, da bo to vse en probala, pa mogoče kaj naredila v to smer? Ja, v zahodnem svetu se vse preveč zanašamo na tisto kemijo, ampak ne povemo pa tega, da kemija mine. In kemija mine po 2 letih, največ 2 leti zdrži. In če ni kaj drugega, potem tudi spolnosti ne bo po več kot 2 letih. In o tem se ne govori. Tako da večina zakonskih parov živi kar brez spolnosti. Opravijo tisto, kar je treba, potem pa se pretvarjajo ali pa iščejo neko potešitev, kje druge. Sploh danes je to zelo popularno v pornografskem svetu, kjer imamo rešitev na vsakem kliku, ne samo še na vsakem koraku. Tako da vsekakor je treba mačkan drugače pogledati na te stvari in gledati na spolnost ne iz vzhičenosti, ampak bolj iz tiste umirjenosti in iz tega, da dejansko spoznavamo človeka in spuščamo vase. Se pravi, ni to tista prvi vtis, ampak je nekaj, kar se prav tako gradi. In tukaj to jaz tudi pare velikrat učim. Tako da, ja. Sprav 2 leti je tista meja? Ponavad 2, maksimum 4 leta. Aha. Ti Taja, tamle se už poročila letos. Koliko časa sta s tvojim že skupaj? 7. Pa še štima delata? Mislim, vprašanje, ker sem mislil, da poročiti letos. Mislim, sem pa stara. Ja, ne, še zmer po 7 letih, super, sam da vem. Ne, okej, upravlja si test, lahko se poročiš. Sam, evo,
Pa smo psihološko ocenili tvoj zakon. Zdaj so preverjali nekako dejansko te trditve, ne? Delujejo. Ne, vsi verjamem, da po nekaj letih, sam kaj bolj priporočaš ljudem, ki mogoče so zdaj raven tam nekje 3,5, pa malo zgubljajo, to ni več, zakaj pa mi ne paše več to, zakaj mi pa tam soseda full seksi moja žena, pa ne, kaj morajo ti ljudje narediti? Kaj priporočaš? V angleščini se temu reče relaxed arousal, to se pravi čisto eno drugo vzburjanje, ki prehaja iz tiste umirjenosti. Tako da tukaj je prvo treba iti v telo, ker problematika večina ljudi je, da spolnost dojemajo z glavo in v glavi se zatrapajo v nekoga, medtem ko telo popolnoma ignorirajo in lahko čutijo samo genitalije. Se pravi, če pa ti celotno telo čutiš in če se celotnemu telesu posvetiš, potem je pa tukaj čisto ena druga zgodba. O tem veliko tantra govori, starodavne daoistične prakse in to je nekaj, kar želim jaz predstaviti tudi zahodnemu svetu. Prav tako, kot je v izvirniku, ne tako, kot smo prenesli v naš pornografski svet spet. Zdaj, če bi morali vsak od vas, nekako nabrani iz različnih področji, če bi mogel vsak dati, oziroma verjetno dati, tem ljudem, ki se poročijo zdaj na prvi pogled, poroka, pridejo direkt do vas, z oltarja do vas, kaj je tisti prvi nasvet, ki bi ga vsak mu dal, če bi mogli dati enega? Sprejemajte se. Pravite biti radovedna. Potruditi se je tudi treba. Za odnos je treba potruditi. Mi v današnjem svetu, ko imamo toliko nekih obveznosti, ko službe niso samo 8 ur, pa potem totalni izklop, ampak posegajo tudi v naše zasebno življenje, tudi doma, je treba si enostavno tudi vzeti čas, to se pravi delati na tem čistko, tudi rutinsko. Mislim, ne samo misliti, da bojo vedno metuljčki poskrbeli za vse skupaj. Pač, če ti je do nečesa res veliko, potem boš naredil prostor na urniku, potem se boš tudi včasih potrudil nekaj, čeprav ti mogoče ne bo na prvo žogo to najbolj všeč. Skratka, treba je vlagati nek trud v to, ampak itak je pa potem rezultat toliko dober, da je tisti trud absolutno poplačan. Zdaj, če gledamo, recimo, vsi vemo, veza je veza, dva se imate rada, imate ful časa zase, pa prije otroci, recimo, to je tudi ena stvar, ki se mi zdi, da velik vez potem skrhajo, ljudje pozabijo. Vem, kako je, ko prije otroci in vem, da si moraš prav skoraj dati na koledar. Če enkrat na teden grejo ven na večerjo oziroma enkrat na mesec, moraš si vzeti ta čas, kaj bi vi svetovali ljudem, ko pride otroci, ker se vemo, prvo let te vrže, to je samo otrok, ampak pol treba nekako prijeti nazaj in ritem, kaj bi svetovali ljudem, ki jih to vrže. To je enako, kot sem rekla zaradi službe. Mislim, zelo veliko ljudi okupirajo službe, enako je pri otrocih. Vsekakor moraš, nikoli ne smeš pozabiti, da je tudi odnos treba pač graditi ves čas, konstantno delati na tem. To se pravi, ne glede na to, kakšne so druge obveznosti, ali pa ne vem, ali pa pridejo kakšne druge življenjske težave, starši zbolijo, a ne pa se okupiraš na nekaj drugega. V vsakem momentu, oziroma pač po nekem času, pač ko mogoče je to, vedno je treba priti nazaj v to, da se je treba za odnos potruditi, da ne bo sam od sebe kar super krasno uspeval in to. In to se tudi vidi v naši oddaji, ko kar čakajo, kdaj bo kemija in tako naprej. Kakor jaz vem, je kemija pride tudi, ko se kaj začneš poljubljati ali kaj tacga, tudi če mogoče prej ni bilo. To se pravi, treba je neke stvari narediti, ne samo čakati, tole je zdaj to ali pa ni. Ker če boš čakal, tudi če bo prišla tista kemija, bo šla. Kemija pride tudi z domišljijo velikrat, Drugače pa to, kar si rekel glede otrok, zelo pomembno je, da se starši ne povežejo bolj emocionalno z otrokom, kot drug z drugim, Ker če se, potem je to nekakšen incest in teh incestov je ogromno. To se veliko dogaja, se pravi, partnerji se oddaljujejo drug od drugega in otroci odraščajo v takem okolju in potem ta prestop meja kasneje čutijo v svojih odnosih, ko postavljajo zidove, to, kar tudi opažamo v naši oddaji. Ampak nekaj tudi treba vedeti,
To zdaj starševstvo, kjer je treba otroka kar naprej nekaj zamotati, kar naprej animirati, nima smisla. Itak strokovnjaki pravijo, da pravzaprav se najbolj napreduje, najbolj dela domišljija, najbolj se razvijajo možgani takrat, kadar ti je malo dolg čas. In tudi otrokom je lahko malo dolg čas in se lahko tudi sami zamotijo. Jaz sem še iz generacije, ki smo se veliko sami igrali, ko pravzaprav ko starši niso bili ves čas zraven. Tako da ne rabijo starši kar naprej skrbeti za otroka, ampak lahko mu dajo vse, pač nek varen prostor in igrače in ga pustijo, da vidijo, kaj bo njegova domišljija, ko mu bo malo dolg čas naredila in kakšne super igre se bo šel lahko sam. Ja, ne, to je absolutno, to je treba, vsak dan moramo biti dolg čas, ne, to je prav nujno, če drugač ni nič. Ampak ja, govorimo bolj o intimi staršev. Mislil sem vam vseeno mogoče ene par čist vizualno, ne, to smo imeli idejo na radiju, da bi pokazali par parov, če bi lahko čist vizualno sklepali, kdo je za skupaj. Jaz bi mogoče začel z najbolj slavnim parom Slovenije, trenutno vsi vemo, kdo sta, pa me mogoče to zanima tudi iz psihološkega, iz intimnega vidika, normalno tudi iz tvojega področja, ne, ker mediji smo tisti, ki jih povzdigujemo. Na premierja in Tino Gaber, najbolj znam par Slovenije. No, z obema sem tudi govorila. Z obema si govorila, dajmo potem najprej tvoje mnenje, kako misliš, da sta za skupaj, a je to prihodnost, a bo ta tudi po novem mandatu skupaj? Jaz mislim, da je odnos stvar odločitve, tako da glede na to, da se vidi, da sta zelo pač fokusirana drug na drugega, da premierju zelo veliko pomeni, kaj ti misli o kakšni stvari, da jo tudi vabi v svoje prostore, skratka veliko več, kot smo bili navajeni kadarkoli od izvoljenih, je očitno, da je za ta odnos pripravljen veliko vlagati, ne, in se truditi, in očitno tudi obratno, ne, že ima očitno nek razlog, ne, da jo tako visoko ceni. Tako da, če sta se ona dva odločila, da bosta delala na tem odnosu, da bosta skupaj, da imata neke stvari, ki ju povezujejo, ne vidim nobenih težav tukaj. Mogoče še eno mnenje. Všeč mi je ta mnenje. Seksterapeutka, kaj menite o premierju in Tini Gaber? Ja, jaz imam svojevrstno mnenje o ženskah, ki menjajo moške kot gate, sploh take za pozicijo in denarjem, tako da nimam najboljšega mnenja. Všeč mi je, da se ne strinjate včasih, si to je prav? Jaz pa ne vem dovolj o tem, sploh da, mislim, ne spremljam teh odnosov naših politikov in ne vem, v bistvu, kaj ona dva delata. Ja, mislim, če delata na tem, če sta srečna, sta srečna, če delata, mislim, ne vem, dejansko ne vem, ne znam, ne morem komentirati tega. Zdaj mogoče nekaj fotografij, pa dajmo oceniti mogoče, kako dolgo bo ta veza trajala, oziroma kako dobro sta za skupaj. Te dva delujeta meni kar dobro za skupaj, tudi glasbeno se zelo jameta, tako da evo, mogoče imamo en tak prvi par. Aha, Marjetka in Rej. Ja, Marjetka in Rej. No, tudi njiju poznam že zelo dolgo, pravzaprav sem vedela, da sta skupaj še preden je to smelo priti v javnost. Povezana sta iz študentskih dni, povezujejo glasba, tudi otroka, tako da mislim, da je tukaj cel kup nekih povezav zelo močnih, ker je in posel in vse skupaj prepleteno. To se pravi, veliko vezi povezuje in mislim, da lahko ostaneta dolg časa. Je pa jasno, zveze, ki se začenjajo tako zgodaj, a ne, se lahko kakšnih trenutkih, ne vem, rečemo, kaj sem, da imajo krizo srednjih let, ampak pravzaprav gre za neko življenjsko obdobje, ko se ti nekaj spreminja, ko mogoče ali otroci odraščajo ali kaj takega, mislim, odrastejo pa grejo od doma, se zna zgoditi, da potem taki pari, vsaj eden v tem paru hoče še kaj drugega od življenja, ne, ker je pač to bilo toliko časa, toliko intenzivno. Imamo še en par, mogoče zanimivo, ta par je res, vsi jih poznamo prav potem, da sta nastala, oziroma sta šla skupaj v enem takem reality show, ne? Aha, to sta pa te dva kuharja, ne? Ja, sta takrat, se vsi spomnimo tistih skrivanj v nekem skladišču, sta se skrivala pa to, ampak
so tudi potem, to po reality show, ampak sta tudi že sta skupaj že tudi nekih 15 let, se mi zdi. Ona dva bosta po mojem kar ostala skupaj, Imata potencial, ne? Tudi. Ja, tudi ona je v bistvu takrat razbila svojo zvezo, ker se spomnim, da je bila z njima, ne? Tako da je v bistvu veliko tvegala, imata tudi otroke skupaj in imata v bistvu obe intimnosti in tisto iz oči v oči, kot tisto z ramo ob rami. Se pravi, veste, kam gresta skupaj, ne? Tako da po mojem tukaj bosta ona dva krostala, No, pa imamo pa eno, ki se pa ni šla, pa me zanima, ne vem, če imate kakšno mnenje. Sicer noben ne ve točno, zakaj je šlo, ampak vseeno smo bili pa vsi tako šokirani in presenečeni, ko sta one dva šla na razen. Sicer ne vem, zakaj so meni dali eno črno-belo sliko, on je pa v barvah, ne. Tukaj sem bila pa tudi jaz izjemno šokirana, no. To je mene pretresalo, mene šlo kar na jug, ko sem videla, da gresta ona dva na razen. Tako da, Boštjan Romih pa Lara, ne, ona dva sta veljala za tak res stabilen par. Tako da, V teh dolgih zvezah se tako pogosto zgodi, da se potem fokusirajo partnerji preveč na otroke, preveč na delo in jaz sem prepričana, da se je zgodilo kaj takega, da sta enostavno padla v to neko rutino, kjer sta očitno pozabila na romantiko med sabo in se je verjetno pojavil kakšen tretji. Partnerska terapija prav pride, no, take bi jaz povabila. Te dva sta za skupaj, ne vem, nista, ne vem. Jaz ne vidim brez očal, da je to. On je kar lep, no, on je kar dobro zgleda. Ona je pa že v poročni obleki, tako da zgleda že poročena, ne vem. A tu... A je to tale? Čekaj. To sem jaz. Kdo pa je? To tvoja... Žena. Ne vem, mislim, ne vem, kako gledamo zdaj. Tukaj se pa vidi, to pa je par, ki pa je, si prav usojen, ne? Tukaj pa vidim, da gre tukaj za res veliko povezavo na vseh nivojih. Zelo redko se zgodi. Duhovna povezava. Vidi se tukaj, kako ta moški tako, a ne, kako je on intelektualen, ne, kako on razmišlja ves čas. Ona vsa lepa, ampak vidimo, ne, kako je obrnjena stran, to se pravi, ona ima široko sliko v svetu, vse je jasen. Ne, tukaj pa ni dvoma, ne. To pa, Sem se vdahnil, ker ni bila pocen poroka. Hvala lepa, res. Ne vem, še kaj vedežujemo, boš dal roko, da pogledamo, kako čas bi vas vprašal še za konc, glede na to, da imate mogoče, bi vsakega posebej vprašal, glede na vašo poroko na prvi pogled. A ima vsak od vas svojega favorita, za katerega bi pa vi rekli, ok, ne bom dal roke v ogenj, ker je težko za tako stvar dati roko v ogenj, ampak saj tako par prstov v ogenj bi pa dal, da teda bosta postala skupaj saj par let. A imate vsak svojega, ki bi rekli, Samo mi vemo, kaj se zgodi na koncu, no, tako da... Ja, pa dobro, pa se ne veste, kaj se po koncu zgodi. Ja, vemo, Mislim, vemo, kaj se zdaj dogaja. A veste, kaj se zdaj dogaja? Se pravi, pol nimate favoritov. Imamo, mislim, se pravim, če bi lahko stavili, pol... Ampak so ti favoriti isti, ki so bili na začetku, a ste vmes spremenili mnenje? Absolutno. Mi smo po prvi ceremoniji mislili, da te favoriti sploh ne bodo, mislim, da bodo upali že vmes med tokom pač eksperimenta. Ampak prav zato je to zanimivo. Vse se bo še zgodilo, vse se bo še obrnilo, zelo se bodo še premešale karte blazno intenzivno, bo tako še veliko ups and downov. Je to najbolj zanimivo pri teh, poroka na prvi pogled, pa to, ker na začetku imaš kakšne, ker reči, to pa kar nekak ima rata, ne? Ja, ker sta pripravljena delati. Vse pri nas bo to, v bistvu, na koncu bodo najboljše skozi prišli pari, ki so dejansko pripravljeni delati, potrpeti, ki vejo, zakaj so tukaj, ki vejo, kam hočejo priti, ki ne iščejo nekih nebuloz, jaz bi morala biti zaljubljena, jaz bi moral čutiti to, jaz bi moral ono, pa vse moje prejšnje partnerice so bile take, pa vizualno, pa ono, pa tretje, ampak pač tu sem zdaj s tem človekom, da vidimo, kaj moram narediti za to, da lahko funkcioniram s tem človekom, ne? Kar je pa v bistvu osnova katerega koli odnosa. V bistvu bi lahko dali skupaj dva naključna človeka iz ulice, pa če bi jih naučili delati na odnosu, bi lahko ta dva človeka skupaj funkcionirali. Pa imamo samo razliko med tem, ali so motivirani za to, da delajo, ali pa niso. Motivirani pa so, če se ve, oba želiva družino, oba želiva živeti, ne vem, skupaj, želiva imeti take pa takšne hobije, da nama ne bo dolg čas, oba se zavedava, da je bilo življenje, dokler so bila samska, pač
malo bolj žalostno, da je bilo več samote, ki ni bila prijetna, da je bilo tudi osamljenosti. Skratka, veva, da želiva imeti ob sebi v dobrih in slabih trenutkih nekoga drugega, za katerega sva tudi pripravljena nekaj narediti. Sprav, vsi bomo v bistvu v tem šovu, oziroma vsi v tem šovu najdemo to, kar rabimo zase, ne? Tako da ta šov je neka šola, ne samo to, da gledaš, kaj zdaj te dela, a bo, ne bom, ampak v bistvu šola za nas. Seveda, to je absolutno, smo ves čas govorili o tem, kako pomembno je to tudi za gledalce. Že zdaj, ko govorimo s svojimi bližnjimi, lahko vidimo, kako razmišljajo veliko o odnosih, o tem, kakšni so ljudje v tem šovu, kako reagirajo. In mislim, to je super, vse se ni treba vedno vsega naučiti na lastnih napakah. Dajmo kdaj pogledati koga. Doskrat se ne, ampak še. Ja, najboljše se naučimo na lastnih napakah, samo je pač najbolj boleče. Ne? Ja. Največja investicija, pa največja izguba na koncu. V bistvu tale vaš šov, pa nočem kvart biznisa, seveda za popoln uspeh pridite k tebi, a ne? Ampak je pa v bistvu ena taka brezplačna miniterapija, lahko tole zapare. Definitivno. In tudi sebe res, kot smo rekli, prepoznavamo. Tudi jaz sebe veliko prepoznavam preko vseh naših udeležencev in svoje napake in to, kako pač moja psiha deluje. In čisto vsi imamo neke ranjene dele, vsi imamo neke dele, ki ščitimo sebe, tiste resnične sebe in pa potem dejansko tisto svojo biti in koliko smo jo pripravljeni deliti z drugimi, a ne. To je zdaj vprašanje. Tako da ogromno se lahko gledalci naučijo. Mislim, da v nobeni drugi franšizi ne toliko kot tukaj, a ne, o odnosih. Torej, ponedeljek, torek, sreda ob 21. Planet TV, Poroka na prvi pogled. Špela, Sonja, Timotej, najlepša hvala za vse vaše odgovore. Jaz mislim, da vas bodo ljudje, zdaj, ki vas bodo malo bolj spoznali, še raje gledali, so vas videli v malo drugačni luči, tam ste malo bolj zrihtani. Tako lepo mi je, da ste prišli tako sproščeni na pogovor. Ne? Nismo vedeli, da se bomo snemali, nismo prišli na radio, na televizijo.